Nocoj v Tarči, kako deluje vzporedna država pri investicijah v zdravstveno infrastrukturo, tam, kjer denarja nikoli ne zmanjka. Dober večer. Že nekaj let, zadnje čase pa še posebej poslušamo, kako je slovensko javno zdravstvo na kolenih. Kar boste slišali danes, pa je, kot rečeno, vzporeden sistem, kjer nekaj milijonov več nikogar preveč ne vznemirja. Prav absurdni so v tem primerjavi s tem zneski, ki jih je želela država privarčevati le z delnim usklajevanjem socialnih pomoči, 18 milijonov evrov, ali znižanjem bolniških 25 milijonov. Več kot 100 milijonov evrov vredna prenova ljubljanskega kliničnega centra, ki ga je dobil gradbinec GH Holding, po menjavi vlade stoji, zaradi čakanja gradbeno podjetje, lastnike v studiu, vsak mesec prejme dodatnih 100 tisočakov. V igri pa je že 5. aneks. Ali investicije v zdravstvu presegajo tudi barve v politiki? Gre za bolnika ali za vzporedno financiranje posameznikov in politike? Pri preiskovanju te teme nam je kar nekaj sogovornikov omenilo grožnje in pritiske, ki so jih bili deležni v povezavi z gradbenim poslom prenove UKC Ljubljana. Zaradi investicij v gradbeništvu so odleteli tudi direktorji bolnišnic in pa uslužbenci razvpitega urada za investicije, službe ministrstva, ki deli milijone. Zaman smo vabili nekdanjega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana in nekdanjega direktorja urada za investicije Aleša Šabedra, ki sta se morala poleti posloviti. Prvi se na našo prošnjo oziroma povabilo v studio sploh ni odzval, drugi pa se, tako pravi, boji maščevanja ljudi, ki so ga odstavili. V tem času, ko bi morala biti prenova že končana, se še niti dobro začela ni, kaj vse se odvija v zakulisju, pa Žan Dolajš in Klemen Košak. UKC Ljubljana, srce slovenskega zdravstva. Glavna stavba kliničnega centra je bila uradno odprta leta 1975. In še danes je v UKC-ju marsikaj enako kot takrat. Z dvigalom in po stopnicah pridemo do strojnice dvigal. To niso arhivski posnetki. Gledate 50 let staro strojno opremo, ki dvigala v UKC-ju še danes premika med nadstropji. Žal za ta dvigala ni več rezervnih delov, je pa to ključni sistem v bolnišnici. Vkolikor se dvigala ustavijo, ne moremo izvajati transportov bolnikov in dejavnost pade. 50 let star objekt je potrebno prenoviti, a prenova še zdaleč ne teče gladko. Tako je Janez Poklukar, nekdanji zdravstveni minister v Janševi vladi, marca leta 2022, tik pred sestopom iz oblasti, v naglici podpisal pogodbo za energetsko sanacijo UKC-ja. Edini ponudnik, gradbeno podjetje GH Holding Blaža Miklavčiča. Vrednost posla 48 milijonov evrov. Ves denar bi prišel iz nepovratnih evropskih sredstev. Največjo bolnišnico v državi bi torej obnovili brez obremenjevanja proračuna. Skoraj pravljični scenarij, ki pa se je relativno hitro sesul kot hišica iz kart. Po osnovni pogodbi bi morali energetsko sanacijo UKC-ja končati do decembra letos. To je bil tudi pogoj za pridobitev evropskih sredstev. In kje smo danes? Le na zelo majhnem delu stavbe vidimo gradbene odre. V mesecu, ko bi moral biti projekt dokončan, se dela še niso niti zares začela. Evropska sredstva so iz projekta umaknjena. Vmes pa se je zgodila običajna slovenska zgodba velikih državnih investicij. Aneksi, zamude in številni zapleti, zaradi katerih najbolje služijo odvetniške pisarne. 10. junija lani, ko se je na stolček ministra za zdravje že usedel Danijel Bešič Loredan, se je projekt sanacije prvič ustavil. Vzrok zaplet s preselitvijo pacientov in izpraznitvijo prostorov za obnovo. Prvotni načrt je namreč zelo ambiciozno predvideval izpraznitev polovice glavne stavbe, kar se je v praksi izkazalo kot nemogoče. Minister za zdravje je ustavil plačila za projekt, vlada je evropski denar usmerila drugam. Po moji osebni oceni bi ob takih številkah in ob vseh zamujenih rokih, ki se dogajajo, direktor UKC Ljubljana moral takoj odstopiti. Avgusta lani je nato odstopil takratni direktor UKC-ja Jože Golobič. Projekt je pod drobnogled vzela Komisija za preprečevanje korupcije, preiskavo so uvedli tudi kriminalisti. Me ne čudi, da se je to ustavilo, ker to je bila nepripravljena investicija, ki je bila izsiljena zaradi evropskih sredstev oziroma zaradi tega, ker je se prišla ta denar iz Evrope, nepovratni in je bilo porabiti je treba.
To je bila moto cele zadeve. GH Holdingu pa je pod Golobovo vlado uspel še en veliki met. Na eleganten način, brez javnega razpisa, je dobil še 54 milijonov evrov vreden posel notranje obnove UKC-ja. Že v osnovi bi se moral posel energetske prenove stavbe oddati skupaj s projektom notranje prenove UKC-ja, a se je po mnenju mnogih 100-milijonski posel v času prejšnje vlade namerno razbil zaradi manjšega nadzora nad porabo evropskih sredstev. Delavce smo včeraj srečali le v enem nadstropju dela bolnišnice, ki je trenutno gradbišče. In medtem ko gradbišče še vedno ni zaživelo, se je poslovil še en zdravstveni minister. Kmalu zatem je moral oditi tudi njegov tesni sodelavec Aleš Šabeder, ki je kot vodja urada za investicije na ministrstvu skrbel za 100-milijonski projekt. Razlog za njegovo zamenjavo naj bi bil tudi posel z obnovo UKC-ja. Šabedra je zdaj zamenjal Tomaž Pliberšek, odnosi med ministrstvom kot naročnikom investicije in izvajalcem del GH Holdingom pa so se v zadnjih mesecih še dodatno zaostrili. Za projekt so že podpisani 3 aneksi, z njimi pa GH-ju priznane tudi milijonske podražitve. Na mizi je že kar nekaj mesecev tudi aneks 4, ki je bil parafiran v času Aleša Šabedra, a je do danes ostal nepodpisan. S tem aneksom želi GH Holding podaljšati roke za dokončanje nekaterih del, želi pa si zagotoviti tudi odškodnino v višini dobrih 100 tisoč evrov za vsak mesec zastoja v projektu. Aneksom pa kar ni videti konca. Po naših informacijah naj bi se obetal še 5., ki bi kot dodatno plačana dela opredelil obnovo dela kotlovnice, sanacijo dvigal in povečanje kopalnic v bolniških sobah, kar si želijo v UKC-ju. Pripravljamo sobe tako, da bomo nekoliko verjetno morali razširiti kopalnice, torej 2 bolnika v sobi z lastno kopalnico s tušem in WC-jem. To je to, kar si ljudje zaslužijo. Na uradu Ministrstva za investicije, ki ga zdaj vodi Pliberšek, pa aneksa za te želje ne želijo podpisati. Iz ministrstva pa prihajajo informacije, da naj bi se zaradi tega nesoglasja na Pliberška izvajali pritiski. Strani Tomaža Pliberška sem bil že pred obiskom UKC seznanjen s pritiski za podpis napotil na gradbišče in sklenitev nekaterih aneksov. V naglici načrtovana projekta sanacije UKC-ja sta se od leta 2020 skupaj podražila že za skoraj 25 milijonov evrov. Pridobili smo informacije, da naj bi GH Holding za nekatera dela, ki jih želi dodatno zaračunati, zahteval tudi precej višje cene od tržnih. Naši viri navajajo, za rušenje kvadratnega metra sten je GH Holding ponudil ceno 437 evrov. Na primerljivem objektu v središču Ljubljane je cena za podobno storitev le 75 evrov, torej več kot 4-krat manj. Ponujena cena GH Holdinga za rušenje tlaka v delu kopalnice 103 evre za kvadrat. Glede na informacije našega vira je v primerljivem objektu ta cena le 24 evrov za kvadratni meter. Načrtovano, kot vidimo, je bilo slabo. Vzgibi, zakaj je bilo tako načrtovano, so lahko različni. Izvajalec ima najraje projekt, ki je nepopoln, pomanjkljiv, kajti na podlagi tega se potem z aneksi popravlja svojo krvno sliko in dejansko za vsako pomanjkljivost jo odpravi, mastno zasluži. Tako nekdanja sodelavka Ministrstva za zdravje, ki pozna upravljanje z investicijami v zdravstvu od blizu in želi ostati anonimna, saj je še vedno zaposlena v javnem sektorju. Investicije v obnovo UKC-ja so se od začetka podajali različni uradniki. Golobova vlada pa je sektor investicij prenesla celo pod nov urad, šef katerega je postal Aleš Šabeder. Vzdušje v službah, kjer se upravlja z milijonskimi investicijami, je očitno napeto. Šabeder je denimo naročil zasebnega detektiva, ki je pregledal, ali so v prostorih urada prisluškovalne naprave. Dogajale pa so se tudi druge zanimive stvari. Ministrstvo za zdravje je zaradi projekta obnove UKC-ja obiskal Andrej Ribič, nekdanji direktor Elektra Ljubljana in eden od ustanoviteljev Gibanja Svoboda, ki pa uradnih funkcij povezanih z zdravstvom ni imel nikoli. Na sestanek je Ribič 2-krat prišel tudi na UKC. Zakaj? Smo potrebovali tudi pravno mnenje oziroma gradbeno mnenje in tudi ostalo mnenje v sklopu tega priprave na vse ta projekt se je tudi pojavil gospod Ribič, ki pa je sodeloval samo 2-krat, ampak potem se je izkazalo, da to sodelovanje ne bo potrebno in
ni bilo potem nikoli realizirano. Torej nek pro bono angažma, če prav razumem. Šlo je v bistvu za preučevanje, ali bodo potrebne dodatne, potem ko se je izkazalo, da teh ni bilo potrebno, je potem tudi se izkazalo, da sodelovanje ni potrebno in mislim, da tudi ni bilo potem nekako realizirano. Vplivni ljudje iz Golobovega kroga brez formalnih funkcij in pooblastil delijo nasvete in pomoč, in to celo zastonj. Zgodba, ki smo jo v tej vladi že videli. Andrej Ribič nam je danes po telefonu sporočil, da je prihajal v imenu svetovalnega podjetja Proctor, a da na koncu svetovani posel ni bil sklenjen. Zanimivo, iz ministrstva pa so nam danes sporočili, da so bili Ribičevi obiski zasebne narave. Vrnimo se na urad za investicije v zdravstvu. V času Aleša Šabedra so se odnosi tam očitno močno zaostrili. V letu dni je iz takšnih ali drugačnih razlogov odšlo 11 zaposlenih. Pri vsaj 3 premestitvah pa se je pojavil sum, da so bili kadri odstranjeni, ker so nasprotovali domnevno koruptivnim praksam. To zdaj preiskuje policija. Zadeve so postale netransparentne. Projekti so se upočasnili, javna naročila so bila negospodarna, podrejevali so se aneksi, ki niso bili upravičeni. Direktor si je vzel veliko moč. Ni bilo več kot prej, ko smo se večkrat usklajevali, se pogovarjali. Bilo je veliko kadrovskih sprememb. Od tega kaosa, neoperativnosti pa imajo največ koristi izvajalci. Aleš Šabeder ni želel pred našo kamero. V kratkem SMS-u pa nam je sporočil, da se je umaknil daleč stran, saj da so v te zgodbe vpeti prenevarni ljudje. Aktualne investicije v UKC-ju niso moja zgodba, ampak zgodba mojih predhodnikov. Pred pol leta so me brutalno odrezali od zdravstva. Čeprav se ljudje, ki so me odrezali, ves ta čas močno trudijo vse investicijske probleme povezati z menoj, jaz s tem nimam nič. Glede na izkušnje z njimi vem in verjamem, da se še danes na vse pretege trudijo umazati moje ime. Verjamem pa, da so sposobni narediti tudi kaj več. Kot že rečeno, Šabedra je na uradu zamenjal Tomaž Pliberšek, ki pa naj ne bi zaupal sodelavcem na uradu. Za projekt prenove UKC-ja je najel zunanje odvetnike in svetovalce. Urad se očitno lomi pod težo 100 milijonskih investicij in seveda številnih interesov. V javnosti pa so se pojavile tudi špekulacije, da je Pliberšek povezan z Damirjem Črncem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za obrambo, ki mu mnogi pripisujejo velik vpliv v aktualni vladi. In špekulacije o tem, da želi aktualna politika vsaj del posla, ki ga je GH Holding dobil v času Janševe vlade, zdaj prepeljati v naročje gradbinca bolj naklonjenega strukturam Golobove vlade. Z Damirjem Črncem sem se pogovarjal, ampak nikoli ne na temo investicij. Damir Črncec nikoli ni vplival na moje odločitve. Jaz sem organ v sestavi in sem, bom rekel, oseba z integriteto. Ali usodo ene najpomembnejših investicij v zdravstvu ponovno kroji preplet interesnih ozadij in politike? Ja, to ne vam odgovori politika. Jaz upam, da tako igramo se ne. Jaz upam, da po teh posnetkih, ki jih zdaj vidi celoten slovenski narod, se zavedamo, da za to bolnišnico moramo stopiti skupaj in jo rešiti, ker sicer se ljudje ne bojo imeli kje zdraviti. Gospod Miklavčič, dober večer. Vi ste lastnik GH Holdinga, zadeva stoji, videli smo, denar odteka. Kdo je kriv za to in v čigavem interesu je takšno dogajanje? Vi vsak mesec prejmete 100 tisoč evrov, pa ne delate. Izključna krivda je na naročniku. V 15 mesecih, odkar smo na gradbišču, smo nemoteno delali 2 meseca. Vse drugo je prepuščeno odvetnikom in raznim svetovalcem iz vsepovsod. Ampak kaj je, gospod Miklavčič, v ozadju te ustavitve po vaših ocenah? Podražitve ali kaj drugega? Mi imamo ta projekt podpisan po fiksnih cenah in se jih tudi držimo. Če vam povem, mi smo dali ponudbo, kar seveda tudi ni res, kot ste rekli na začetku. Mi smo dali ponudbo za energetsko sanacijo in revitalizacijo ob samim prvi ponudbi in jo nismo potem v podpisu pogodbe v ničemer spreminjali. Če zračunate prenovo takšna, kot je, ki je
ekvivalent novogradnji, smo to ponudili za ceno 42.000 kvadratnih metrov, smo ponudili za ceno 1913 Se evrov, pravi poceni. kar je bistveno bolj racionalno, kot se vsi drugi zdravstveni projekti delajo. No, pa Če vprašamo samo gospoda rečemo, če Pintarja. samo primerjamo zdajšnjo infekcijsko kliniko, je najcenejši ponudnik ponudil po 3000 evrov kvadratni meter, najdražji pa po 4000. Gospod Pintar, zakaj potem stoji po vaših ocenah? Zaradi izvajalca ali zaradi, ne vem, menjave ljudi na čelu urada, torej zaradi politike? Ne, gledajte, ne vemo, in lep dobro večer vsem, ne vemo točno, zakaj stoji. Ampak dejstvo je, da stoji. V kakšnem interesu je to? Se opravičujem. Opozorila, da gradbišče stoji, smo prejeli s strani porabnika UKC Ljubljana. Opozorila, da gradbišče stoji, so tudi v tedenskih zapisnikih operativnih sestankov, kjer pravzaprav piše, da gradbišče stoji zato, ker noče direktor UNKIZ-a podpisati aneksa. Ampak veste, preden direktor UNKIZ-a podpiše nek aneks, mora narediti vsaj nekaj ključnih preverb. Prvič, ali so podani pravni pogoji za sklenitev tega aneksa, ali so razlogi, da se aneks sploh sklene. Drugi pogoj je, da se preveri, ali imamo za kakršnakoli dodatna dela tudi ustrezne cene. No, gospod Miklavčič, če odgovorite na to, potem... Ja, poglejte, 3 strani v zadnjega pol leta naših opozoril in prošenj, da se naročnik odloči, da lahko gremo naprej. To izhaja iz tedenskih zapisnikov operativnih sestankov. Kar se cen tiče, to, kar se predstavili, je, bom rekel, čista nestrokovna špekulacija. Niso pomešane niti to je delo svetovalca, naročnika. Bomo še enkrat te podatke videli v tistih cenah, ne? Če povem še... To je delo svetovalca naročnika, gospoda Klauta, ki je primerjal hruške in jabolke. Kaj se pravi, to niso po vaše primerljive te cene, se pravi, da je cena za rušitvena dela, se pravi za UKC Ljubljana, 6-kratna cena skoraj da kot gradbišče v Ljubljani, ne? Veste, mi s temi cenami ne bi dosegali 2000 evrov na kvadratni meter, veste, pa da je vlada sprejela za občinske pisarne po poplavah ceno 1700 evrov na kvadratni meter. Bolnišnica za vso medicinsko tehnologijo, z vsemi intenzivnimi negami je pa 1900 evrov. Gospod Pintar, če vi lahko pojasnite? Seveda, te cene so za primerljiv objekt v centru Ljubljane z težavnim iznosom in so po enotah mere seveda lahko primerljive. Torej, tukaj ne primerjamo kvadratnih metrov in cene za kvadratne metre, ampak primerjamo količine za posamezna dela. Kaj vi želite povedati? Da so te cene napihnili, povečali količine, kaj menite? Jaz mislim, da moramo vedno preveriti ustreznost cen. In te cene so prenapihnjene po višini in tudi količine, ki so ocenjene, so po analizi prenapihnjene. Skratka, gledajte, če potegnemo črto pod famozno kopalnico, ki se povečuje za 1,2 kvadratnega metra, ugotovimo, da za ta 1,2 kvadratnega metra izvajalec zahteva nekaj nad 5000 evrov denarja. Ampak veste, to ni nič od opreme kopalnice vključeno v tej ceni. To je samo en povečan del kopalnice. Veste, veliko Slovenk in Slovencev mora za 5000 evrov narediti celo kopalnico. Gospod Miklavčič, ali mi gledamo torej te zgodovinske posnetke STD-ja pa preplačil? Vam bom razložil kopalnice. Kopalnice se rušijo velike 2,7 kvadratnih metrov. Na novo se naredi kopalnica 4 kvadratne metre. Ampak če smo zdaj lahko, če spustimo te podrobnosti. In kopalnica pride na kvadratni meter z rušitvami obstoječe kopalnice 1280 evrov. Nihče v Sloveniji ne zna narediti kopalnico za 1280 evrov. Ja, lahko se je naredi, če imaš 400 kopalnic. No pa gremo še naprej. Gospod Poklukar, vi ste bili minister, ste podpisali to pogodbo. Ali je šel tukaj za političen posel, ali se tudi zdaj pleta politika po vaših ocenah? En lep pozdrav vsem skupaj.
Glejte, ta zgodba se je začela že leta 2019 in seveda razlog, da smo šli v to, so bile nevzdržne razmere v glavni stavbi kliničnega centra, tako kot je bilo pokazano v prispevku, dvigala komaj da še delajo, tudi poškodbe so bile, ko so se dvigala ustavljala, potem okna se slabo zapirajo, ob prezračevanju smo mogli postavljati operacijski blok, dajati razblažilnike, da smo sploh lahko operirali. Tako da ta poseg v glavno stavbo je seveda nujno potreben, ker si naši pacienti in pa zaposleni v kliničnem centru to zaslužijo. In to je ključno sporočilo. Ampak še vprašanje, ali torej je šlo tukaj za političen posel, ste vi nekomu omogočili posel in tudi ali se zdaj pleta politika? Edino, kar je bilo poslanstvo direktorja kliničnega centra, kar sem bil, in potem kasneje Ministrstvo za zdravje, je omogočiti pogoje za zdravljenje in seveda za delo zaposlenih v zdravstvu. In nobena politika in ničesar drugega se v moje delo ni mešalo v tem delu. Gospa Potočnik Koršič, vi ste pregledali ta posel kot odvetnica. Ali gre tukaj za škodljivo pogodbo? Kaj ste vi ugotovili? So ta preplačila upravičena podaljšanje rokov? Dober večer. Jaz lahko seveda komentiram izključno samo pravne stvari, tehnične plati absolutno ne. Jaz lahko dodam samo to, da po mojem mnenju prihaja do neustrezne uporabe pogodbe, ki je tukaj sklenjena. Pogodba se ne izvaja tako, kot je zapisana, pogodba se ne izvaja v skladu z načeli pogodbenega prava, ki bi morali za to pogodbo, ki je podpisana, veljati. In posledično lahko sklepam samo to, da so zadeve netransparentne in vsekakor želela bi si v imenu pravne stroke, da bi bile zadeve bolj transparentne in skladne s pogodbo. Gospod Miklavčič. Glejte, gospod odvetnica, vi ste en teden na projektu, ne? Vi ste nam napisali, pa gospod Pliberšek je podpisal pismo, v katerem zanikate, v katerem spreminjate zahteve naročnika, da moramo projekt delati po smernicah za izgradnjo zdravstvenih objektov leta 2021. V pogodbi jasno piše, da ga moramo delati po smernicah leta 2008. Prosite, poglejte si pogodbo. Če jo nimate, pa če jo niste prebrali, tukaj je označeno. Zelo jasno piše, zakaj se je naročnik odločil. Vam lahko povem, da bo delal po smernicah 2008. Ker če bi delal po smernicah 2021, bi moral UKC, se pravi stavbo hospitala, podreti ali pa bi dosegel z smernicami 2021 samo pol postelj. Pa da ne bomo šli preveč v podrobnosti, če pojasnite, potem pa še naprej. Samo da pojasnim, mi imamo tukaj eno zelo specifično pogodbo. To je pogodba projektiranja in izvedbe v kosu, torej mešan tip pogodbe. In ta pogodba, to je FIDIC rumena knjiga, je za izvajalca izredno obremenilna v smislu prevzemanja tveganj. To ni klasična gradbena pogodba, kjer so vsa tveganja tovrstna na naročniku, ampak so s to pogodbo prenešene na izvajalca. V konkretnem primeru imamo eno tako specifiko, vsekakor ima gospod Miklavčič prav, prišlo je do neskladja med tehničnimi zahtevami oziroma zahtevami. Ampak se mi lahko zdaj malo bolj povemo ljudem, kaj se pravzaprav dogaja. Mi se zdaj pogovarjamo tukaj že nekaj minut in še vedno ne vem, zakaj zadeve stojijo, ali so ta preplačila oziroma ta dodatni stroški upravičeni ali ne, zakaj to stoji, zakaj v bistvu vrednost narašča. Dajmo tako reči pravno. Naročnik se je po mojem mnenju odločil za en zelo ustrezen tip pogodbe. To je pogodba, kjer izvajalec v celoti sprojektira in izvede. Posledično so vsa tveganja povezana s tem projektom prenešena na izvajalca. FIDIC rumena knjiga je ravno za te namene, ko je investitor oziroma naročnik laik, ko dejansko zadev ne pozna, da mu ni treba v detajle sprojektirati, da mu ni treba v detajle dajati teh zahtev. Se pravi, če povzamem, zahtevajo določene zahteve, določena dodatna plačila, do katerih po vašem delu niso upravičeni. No, boste odgovorili samo še pod vprašanje, kako ste vi razumeli določene grožnje, ki jih je posredno prejela vaša poslovna partnerka na obenem dogodku? Ne bi rekla, kot človek vse skupaj prespi, to niso več grožnje, to je na koncu več niti ne vemo, ali nam je nekdo želel dobro, pa nas je samo opozoril, ali je bilo to morda kakšno opozorilo. Vem pa, da nam je bil ta projekt odsvetovan. V smislu, ne mešajte se v te zadeve, to smo vzeli na znanje, to razumemo, pa vendar
je naše delo, da povemo ali pa da se opredelimo tudi do zadev, ki morda ni vedno vse gladko. Gospod Pintar, vprašanje tudi za vas. V dopisu ste omenili pritiske DRI-ja, državnega inženirja, na direktorja urada za investicije za podpis določenih aneksov. A lahko poveste, kdo je pritiskal in zakaj? Ne, se ne gre samo za pritisk DRI-ja, gre preprosto za to, da je nekdo očitno namerno zaustavljal delo na tem projektu in na ta način vršil pritisk na direktorja, da bi podpisal te anekse, ki jih res ni mogel podpisati. Preden preveriš, ali so sploh razlogi za podpis in po naši presodi. Kaj pa je bilo na DRI-ju? Kaj je bilo na družbi za razvoj infrastrukture? Kdo je klical? Zakaj? Ne govorimo o konkretnih imenih, govorimo o ljudeh, ki sedijo na operativnih sestankih in to zapišejo. Še vedno se sprašujem, zakaj dela ne potekajo v skladu s planom. Gospod Miklavčič, ali ste tudi vi kaj pritiskali za podpis? Vsa dela potekajo po izrecnih navodilih naročnika. Naročnik si vzame za odločitve, ki so v pogodbi predpisane v 14 dneh, tudi po nekaj mesecev. In seveda dela potekajo samo tista, ki lahko. Vam bo najbolj absurden primer povedal. Zdaj ste nas v pismu pozvali, da ne nadaljujemo z deli, tistimi, ki jih ne delamo. Pred 2 meseci smo dobili napotilo, da podremo stene za nove kopalnice. Kaj? A ne inštalacije delamo na neobstoječe stene? Ne boste smešni. No, samo še trenutek, nocoj v studiu manjka še en pomemben akter, državni inženir DRI, Družba za razvoj infrastrukture, ki prav tako dobro služi s tem poslom. Kdo so ključni kadri? Družbo že 3. mandat vodi Jurij Kač. Plača 10.600 evrov bruto. Veljal je za kader Cerarjevega SMC-ja. Za projekt obnove UKC-ja na Družbi za razvoj infrastrukture skrbi Damir Topolko, sicer nekdanji direktor Direkcije za infrastrukturo iz časa afere Maketa. Alenka Bratušek ga je dolgo branila. Kot direktor direkcije je Topolko pred leti podpisal tudi 25 milijonov evrov vreden aneks predsedniku uprave GH Holdinga Blažu Miklavčiču, pogodbi za projekt uvedbe digitalnega radijskega sistema GSM-R. Fotografirali so jo na skupnem kosilu. Na DRI se je v službo po končanem ministrovanju vrnil tudi Aleš Hojs. Zanimiva pa je še sestava nadzornega sveta. Nadzornike je Golobova vlada zamenjala 3. dan mandata. Predsednik in podpredsednik sta iz Gibanja Svoboda, nadzornici pa sta še iz Ministrstva za okolje Bojana Kumra in infrastrukturnega ministrstva Alenke Bratušek. Gospod Miklavčič, tesne vezi smo videli tudi prej z nekom, ki zdaj sedi v DRI-ju in pravzaprav tudi bedi nad tem poslom. Veste, tesne vezi z investitorjem so vedno vezi, ko končujemo projekte, ko jih dejansko moramo zaključevati, reševati probleme. Konkretno na tem primeru, mi smo bili člani konzorcija, nismo bili pogodbeniki, je bil podpisan aneks, vendar to zato, ker je investitor pozabil z radijskim omrežjem pokriti vse železniške tunele v Sloveniji. Tudi v tem primeru, veste, mi ne rabimo nobenega aneksa. Pravila igre spreminja izključno naročnik. Mi smo zelo zadovoljni s pogodbo. Mi smo bili najbolj zadovoljni z pogodbo, ko nam bi bilo pol UKC-ja spraznega. Pa smo videli, da je to preoptimistično. In teh 103.000 evrov na mesec, to niso nobeni dodatni stroški. Mi smo se dogovorili v aneksu številka 3, da za zamudo preprosto prefakturiramo dejansko materialne stroške, ki nastajajo na gradbišču. Stroške garancij, stroške najema dvigala, stroške najema kontejnerjev in tako naprej. In to je 1 na 1. Se pravi, mi od teh stroškov nimamo nič, seveda jih pa nismo pripravljeni prevzemati, ker nismo v tem projektu odgovorni niti za dan. Še nekaj bomo videli zdaj v Beogradu, ste vi tudi gradili bolnišnico, nekaj fotografij bo zdaj tukaj, pa ste rekli, da v bistvu je v Srbiji, kjer ste gradili, manj v bistvu korupcije kot pri nas. Kaj ste s tem mislili? Veste, jaz nisem govoril o korupciji, jaz sem govoril
pritiskih in bom rekel, o nenavadnem načinu vodenja projekta za strani naročnika. Glejte, Beograd, 200-milijonski projekt, dvakrat večji kot Klinični center Ljubljana, 3 leta in pol v času COVID-a smo ga gradili. Mi nismo srečali na projektu enega odvetnika. Do zdaj, v letu pa pol, smo srečali 18 odvetnikov, 8 svetovalcev. Veste, koga smo srečali v Beogradu? Najboljše evropske tehnologe za medicinsko tehnologijo, ker to je objekt, ki se dela za naslednjih 50 let. In ste videli tudi članke, da smo ponosni na ta projekt, ker ga cela Evropa ga primerja kot najboljši klinični center v Evropi. Ja, prosim še za komentar na te odvetniške stroške. Je to tudi zlata jama za odvetnike pri nas? Ne, gledajte, v primerjavi s stroški, ki jih imamo mi na teh gradnjah, je uporaba najbolj eminentnih in kvalificiranih strokovnjakov za pravo in tudi za gradnje nujno potrebna. Mislim, smo že tudi več 10.000 evrov za to zapravili, ne pa praktično še nič ni. 100.000 evrov je šlo za to, meni verjemite. Ampak gledajte, to, kar je prej govoril gospod Miklavčič, ne drži. Smernice za gradnjo objektov v zdravstvu so bile sprejete pred podpisom pogodbe o revitalizaciji. Pred podpisom, dovolite, da govorim, gledajte, jaz nisem nevljuden, ko vi govorite, zato boste tudi vi do mene toliko vljudni. Te smernice so bile sprejete pred podpisom pogodbe za revitalizacijo. In v teh smernicah in tudi v zahtevah naročnika je jasno napisano, da vsaka kopalnica mora imeti tudi tuš s kadjo. In zagotovo ni arhitekta v tej državi, ki bi v tistem prostoru, v katerem se sedaj nahaja stranišče, bil sposoben sprojektirati to, kar smernice in zahteve naročnika izrecno določajo. In seveda teh projektov ni. A veste, predvideno je bilo v terminskem načrtu, da bojo projekti pripravljeni v enem mesecu. Mi še danes nimamo projektov PZI za to izgradnjo. In seveda je to velik problem. Jaz verjamem, da tako kot zahtevajo smernice in kot zahtevajo dokumenti naročnika, jih niso sposobni narisati. In zato trdimo, da je odgovornost izvajalca, da te kopalnice izvede tako, kot smernice zahtevajo, tako, da bojo zadostili vsem pogojem, kot zahteva tudi rumena knjiga po načelu Fit for Purpose. Vse to pa precej spominja na posle z SCT. Poglejmo izsek iz tarče izpred 14 let o cenah plastičnih sanitarnih kabin za Onkološki inštitut. Naša primerjava pa je pokazala naslednje. Eno izmed plastičnih kabin je država plačala 7.315 evrov. Keramična iste dimenzije lendavskega podjetja Varis pa bi stala 4.950 evrov. No, gospod Brecelj, je z nami tudi gospod Brecelj, ali vas to kaj spominja, kar se danes dogaja tudi na te stare čase? Upam, da ni tako hudo in primitivno, tle pač duh Ivana Zidarja živi dalje. Zidar je to zelo prefinjeno izpilo do skrajnosti. Začetek težav je s podpisi aneksov. Ko začnejo aneksi, ponujali so tudi na onkološkem zdravniku, kaj bi še spremenili, kaj ne bi. In ko se je to začelo, je Zidar odprl zlato skrinjico in je počel karkoli hotel. Tudi mi obnavljamo požarni sistem, oziroma ga gradimo, ni ga bilo. Obnovili smo vodovodni sistem. Drug problem je, da nihče ni odgovoren. Tle v kliničnem bo verjetno šlo nekoliko teže, ker mislim, da sedanji direktor dr. Juk zelo resno vodi ustanovo in bo težko počeli to, kar so počeli na Onkološkem inštitutu pod vsemi direktorji, tudi pod sedanjim, na zelo netransparenten način. Tako da zgodba je, ampak jaz mislim, če bi eno od teh starih zgodb obnovili, recimo jaz predlagam oziroma skoraj zahtevam obnovo požarnega sistema na Onkološkem inštitutu, da se revidira, da se natančno pogleda, zakaj je cena izpred par let, ko je bila 700.000 evrov, danes je čez 4 milijone. Zahtevam, da ministrstvo to analizira, pojasni v javnosti, kaj se je dogajalo, pove, kdo je odgovoren, če so nepravilnosti
mogoče potem pri naslednji gradnji bo šlo lažje. Gospod Brezelj, še vprašanje, poglejte, zdaj v zadnjem času varčujemo na vseh koncih, iščemo dodatne milijone, se pravi, kje bi kaj privarčevali ali kaj dobili. Po drugi strani pa se zdi, da pri investicijah v zdravstvu denarja nikoli ne manjka, da tudi 5 milijonov več nikogar praktično ne boli. Kaj zdaj to pomeni, kdo ima v bistvu od teh investicij pravzaprav največ ali dejansko bolniki, kakšna je vaša ocena? Denarja v zdravstvu je preveč. To smo videli pri čakalnih vrstah, ko smo jih skrajševali. Ni efekta tudi pri investicijah. Ko sem slišal, koliko milijard se bo v naslednjih letih namenilo za zidove v zdravstvu, sem se zgrozil, ker mi je bilo jasno, da bodo začeli postavljati nesposobne direktorje po bolnišnicah. Zaenkrat moram reči, da večina se še bori, ostaja naprej. Nekaj pa že postavljenih takih, da bi jih morali nagnati zdravstvo za večne čase. Denarja je preveč, nekontrolirano se troši, zgodb iz preteklosti, ljudje so povezani, nekateri izvajalci danes lahko izsiljujejo marsikoga, tudi na Ministrstvu za zdravje, zaradi preteklih zgodb. Policija je marsikaj preiskovala, jaz sem videl, kaj so našli pri obnovi vodovodnega sistema na Onkološkem inštitutu. Za čuda tožilci niso našli razlogov za pregon. Tako da vse te zgodbe so ljudje, vi se spomnite operacijskih miz, eni in iste obrazi na Onkološki inštitut, od operacijskih miz do investicij, takih drugačnih popravil, zmeraj čudne zgodbe, ampak isti obrazi ostajajo zraven, brez odgovornosti, in dokler nekdo ne bo odgovarjal in finančno in na sodišču, tudi z zaporom, lahko pričakujete, da bodo take zgodbe šle naprej. Gospod Poklukar, še enkrat vprašanje glede te obnove. Ali je bila to škodljiva pogodba, ki je bila podpisana, politična pogodba, ali po vaših ocenah je zdaj tukaj politika, ki se je vpletla v to zadevo? Kako zdaj razumete to celotno situacijo, kakršna je? Ja, hvala za to pomembno vprašanje. Glejte, seveda lahko govorim o dejstvih, dokler sem bil sam zraven, in do tam politika ni imela nobenih prostora, da bi krojila česarkoli. Potem pa veste, da je prišlo do določenih sprememb, ne nazadnje je verjetno do zamikov pri sami gradnji prišlo tudi zaradi tega, ker so bili izvedeni postopki pregledov iz strani KPK in pa NPU. Jaz sem vesel, da so ti postopki bili narejeni in da so bile seveda podane ugotovitve, da so bili postopki ustrezni. Je pa včeraj že direktor bolnišnice, kliničnega centra, tudi zaradi tega projekta. No, in tukaj se pojavlja tukaj hočem povedati, imam dvom oziroma sum, da je seveda pa lahko bil politično vmešavanje in pa kadrovanje razlog za to, za pomemben zamik. Mislim, da smo na rezultate teh inštitucij čakali več mesecev. Po drugi strani pa je nekaj zamika bilo, kolikor vem, v začetni fazi, tudi zato, ker je Klinični center Ljubljana imel pripravljene COVID postelje še preko poletja, potem takrat, ko ste se vladi zamenjali, in tudi to je nekaj prineslo k zamiku. Kar se tiče podražitev, vsi vemo, da se je leta 2022 začela ukrajinska kriza in ta je pomembno prinesla težave izvajalcem in pa investitorjem seveda zaspela take projekte. Po drugi strani seveda ta podaljševanje gradnje zaradi vseh teh administrativnih postopkov, če lahko temu tako rečem, ki so, jaz verjamem, da legitimni in potrebni v vsaki demokratični družbi in prav je, da so bili narejeni. In ne nazadnje seveda tudi zaradi faznosti gradnje, ker vemo, da ta trenutek ne gremo pol klinični center, ampak seveda po več etapah in vse to seveda na koncu botruje v teh rezultatih. Ampak ključno je, in tukaj verjamem, da se vsi trudimo k temu, da bomo to na koncu gradbo obnovili in da bo seveda služila vsem Slovenkam in Slovencem toliko časa, da pridemo potem na dolgi rok tudi... Ja, upam, da ne bomo to obnavljali 11 let, tako kot smo včasih v preteklosti spremljali. Bomo še tu nadaljevali po predahu, katera podjetja so največji zmagovalci razpisov Urada za investicije in kateri uradniki so povezani s posameznimi gradbinci. Ostanite z nami. Dalton Verde lajša bolečino. So se iz časov SCT-ja spremenila le imena podjetij in akterjev, način delovanja pa je ves čas enak. Kdo so najuspešnejši gradbinci pri nas in s katerimi uradniki so jih povezovali? Anja Šter. Kolektor Kolik, gradbeno podjetje iz idrijske skupine Kolektor Stojana Petriča. Medico Engineering, eden največjih dobaviteljev v zdravstvu v lasti Igorja Zabreta in Tanje Frantar Zabret.
sicer nekdanje žene lobista Boža Dimnika. Podjetje CGP v lasti zakoncev Južna najdemo ju med deseterico najbogatejših Slovencev GH Holding Blaža Miklavčiča. To so 4 glavna podjetja, ki trenutno obvladujejo največje gradbene posle v zdravstvu. Do leta 2031 je načrtovanih za kar 2 milijardi investicij v zdravstvu. Zakaj se pojavljajo ena in ista podjetja pri investicijah v zdravstvu? To je dokaj normalen pojav. Slovenija je dvomilijonska država, investicije v zdravstvu so, bom rekel, specifične, zato morajo imeti podjetja reference in pri tem v bistvu ne vidim nič narobe. Ali urad, ki je odgovoren za investicije, gradbenim podjetjem pomaga do pridobitve poslov in aneksov. S kar nekaj domnevno korupcijskimi zgodbami na tem uradu sta se oziroma se ukvarjata policija in tožilstvo. Pri obnovi vodovoda na Onkološkem inštitutu pred 10 leti posel je dobil Medico Engineering, je bil zaradi suma zlorabe uradnega položaja kazensko ovaden vodja sektorja za investicije na zdravstvenem ministrstvu Tadej Štular, ker naj bi priredil razpis. Tožilstvo je pred 4 leti ovadbo zavrglo. Zdaj Štular na uradu za investicije znova odloča o projektu sanacije Onkološkega inštituta. Posel pa je spet v rokah Medico Engineeringa. Štular je tudi v komisiji, ki ponovno odloča o nakupu 16 naprav za magnetno resonanco, investiciji vredni 38 milijonov evrov. Prvi razpis je konec marca Šabeder ustavil in odpustil vodjo projekta Smiljana Mekicarja. Podjetje Blaža Miklavčiča, ki zastopa ameriškega proizvajalca diagnostičnih naprav General Electric, se je pritožilo. Razpis, ki sicer sploh še ni bil objavljen, naj bi bil prirejen zgolj za enega ponudnika, podjetje Siemens Healthcare. V okviru novega razpisa so do zdaj podpisali le okvirne sporazume s primernimi dobavitelji naprav. Tega, kar dejansko rabimo, to pomeni postopka, kjer se bi javno naročilo izvedlo oziroma izbralo dobavitelja, tega še ni, ne? In tudi verjetno letos ne bo, tako da je to na nek način izguba za bolnike in bolnišnice. Na uradu so zoper Mekicarja podali kazensko ovadbo, specializiranega tožilstva pa sporočili, da je zadeva v fazi predkazenskega postopka. Sem pa jaz podal tudi na drugi strani prijavo na policijo z dokazili o njegovem nevestnem ravnanju. Jaz verjamem, da bodo to ustrezno raziskali in tudi dokazali, ker moje prepričanje je, da se je tukaj zgodila gospodarska škoda, da so bila javna sredstva škodovana. Zanimivo, nedavno so na razpisu za 3 CT naprave za več bolnišnic izbrali prav Siemens Healthcare. Ponudba GH Holdinga je bila izločena kot neustrezna. Zoran Poglajan, še en uradnik, je bil deležen očitkov o korupciji, za katere je tožilstvo ugotovilo, da so bili neutemeljeni. Po drugi strani naj bi bil Poglajan lani premeščen, ker naj bi nasprotoval domnevno koruptivnim praksam. V tem mojem obdobju, zdaj sem na uradu 5 mesecev, tega nisem zaznal. Če bi pa zaznal, bi pa zagotovo takoj posredoval in zadevo prijavil pristojnim organom. Poklicali smo podjetja, ki dobivajo ključne investicije v zdravstvu. Darjen Južna poslov ni želel komentirati. Zakonca Zabret, pred meseci smo objavili njuno vilo, prav tako nista želela pred kamero. Po telefonu sta povedala, da njuno podjetje Medico Engineering pridobiva manjše posle in ne več 10 milijonskih kot drugi gradbinci. Medico Engineering je samo letos z uradom za investicije sklenil 6 večjih poslov v javnih bolnišnicah, skupno vrednih 29 milijonov evrov. Projekta prenove porodnišnice Postojna in izvedbo gradbenih del z opremo za urgentni blok UKC Ljubljana je dobil skupaj s Kolektor Kollingom, še enim podjetjem, ki v zadnjem času ni zaposlil v zdravstvu drugega za drugim. Konzorcij obeh podjetij s Pomgradom je gradil tudi novo stavbo s heliportom v bolnišnici Celje. Vrednost projekta iz leta 2019, podpisnik je bil takratni zdravstveni minister Aleš Šabeder, je na koncu narasla na 30 milijonov evrov. Kolektor Kolling bo skupaj s CGP-jem za 95,5 milijonov evrov dogradil kliniko za infekcijske bolezni v UKC Ljubljana. Gradbenika skupaj preurejata tudi bolnišnico Novo mesto. Šabeder je le 5 mesecev po podpisu pogodbe, dan pred razrešitvijo, podpisal aneks, ki je posel z 10,3 milijona evrov podražil za dober milijon. Zdaj je na mizi še en aneks.
Podjetje GIC gradnje Ivana Cajska iz Rogaške Slatine se je s partnerji prijavilo tudi na nedavna razpisa za gradbena dela na ljubljanski urgenci in infekcijski kliniki v Ljubljani. Na obeh neuspešno. Prav GIC gradnje naj bi, tako nekateri viri ob morebitni prekinitvi pogodbe z GH Holdingom in ponovnem razpisu pripeljali za novega izvajalca prenove UKC Ljubljana. Cajzek je po telefonu vse zanikal. Gre za popolnoma neresnične in izmišljene navedbe. Nekateri s podjetjem povezujejo tudi znanega lobista v poslih z gradbinci razvpitega Gašperja Bedenčiča. Njegove povezave smo nedavno razkrili v povezavi z lobiranjem zaposlen na Darsu, zaradi katerih je z mesta predsednika uprave odstopil Valentin Hajdinjak. Cajzek Bedenčiča pozna, a ostro zanika, da bi z njim poslovno sodeloval. Gospod Miklavčič, mogoče, če najprej razčistimo tiste cene. Rekli ste, da želite pojasniti, kaj je s temi cenami zdaj. Toliko so više kot recimo tržne. Veste, to se primerjajo popolnoma neprimerljivi obsegi. In cene, ki smo jih mi dali, jih je preverjal DRI, ki je edini kompetenten z vsemi svojimi strokovnimi kalkulacijskimi službami. Samo prej smo videli, da ste pa kar dobro povezani, ne, z njimi. Nikakor. Veste, DRI je, bom rekel, največji in zagotovo najbolj profesionalni inženir v tej državi in imamo sicer korektne, vendar zelo trde odnose z njimi na vseh projektih. Se pravi, to po vašem ni korektno ali kako? Definitivno je to izmišljeno. Glejte, o korektnosti cen. Kubik betona ima neko normalno ceno v tej državi. Stane med 110 in 120 evrov za kubik. Gospodje iz GH Holdinga so dali tudi ponudbo za potresno sanacijo. Ponujena cena za kubik betona je 299 evrov. Res je. Vgrajenega betona, ki se ga ročno prenaša v zgornje nadstropje. 299 evrov za kubični meter. A veste, te razlike so nerazumljive, so izven vsakih tržnih kriterijev in tudi zato se odločamo, da tovrstnih aneksov ne bomo podpisovali. Ravno to se strinjam z vami. Dovolite, da razpravljam, jaz vas ne motim. Torej, ne bomo podpisali nobenih aneksov. Ali je tudi namen prekinitev pogodbe s tem izvajalcem in mogoče kakšnega drugega? Absolutno ni noben namen prekinitev pogodbe. Mi se želimo samo to, da se ta investicija nadaljuje, da GH Holding čim prej opravi dela, za katere je podpisal gradbeno pogodbo, v skladu z FIDIK rumeno knjigo, in ko bo to končano, naj predajo objekt. Na koncu bomo pogledali, ali so naredili to, kar je v skladu s tem, kar je podpisano in kar določa rumena knjiga, tisto, kar morajo narediti. Če se ne bomo uspeli dogovoriti, bo pač o zadevi odločalo sodišče. Pozivam jih, da pričnejo delati aktivno, zato ker Klinični center Ljubljana potrebuje prostore, ljudje, ki so bolni, potrebujejo prostore, kjer jih bomo zdravili. Pozivam jih še enkrat, da pričnejo delati in čim prej zaključijo to investicijo. Gospod Potočnik, ja, potem samo malo, da še... Mene je izredno zbodlo, ko iz prispevka slišim podjetje, ki naj bi bilo pripeljano. Veste, mi imamo sistem javnega naročanja v Sloveniji in kdo drug, če ne pravna stroka, naj zagotovi. Mi ne moramo kar pripeljati nekoga. Tukaj so neki transparentni postopki, ki bi morali biti izvedeni in jaz se zelo strinjam z gospodom Miklavčičem. Pogosto je nesprejemljivo, kako je v bistvu pravna stroka ugrabila to tehnično stroko, pa vendar, kdo bo bdel nad pravilnostjo izvedbe pogodbe? Kakšna je to pogodba, ki omogoča tako zelo milijonske podražitve brez pregledov, brez ustrezne analize, brez da bi nekdo odgovarjal za takšno odločitev in nažalost, čeprav bi to delo moral upravljati nekdo drug, na koncu vedno ostanemo odvetniki, ki na to opozarjajo. No, ampak samo še zaradi transparentnosti vprašanje, ali ste vi tudi v konfliktu interesov, glede na to, da po eni strani zdaj pravno svetujete Uradu za investicije, hkrati pa tudi nekaterim gradbincem, ki so v sporu pred revizijsko komisijo zaradi odločitev tega istega Urada za investicije. Večina vsem gradbincem svetujemo, dejstvo je, da je Slovenija izredno majhen trg z vidika gradbenega prava.
skrbimo za to, da nikoli nismo v konfliktu interesov. Kar pa lahko rečem, pa je, da poskrbeli bomo tudi za to, da živimo v pravni državi in da bo pravna država prevladala. To je naš interes in zato bomo skrbeli ves čas. Gospod Brecelj, prej smo slišali skratka tudi te zgodbe širše, ne, recimo onkologija, prej ste že omenili to požarno sanacijo. Zdaj, kaj pravite na to, tudi to ste že nekaj omenili, ampak vseeno še vprašanje, da nekateri uslužbenci urada, ki so bili že takrat vpleteni v neke sporne zadeve, s tem istim podjetjem zdaj ponovno sodelujejo pri teh zgodbah. Ja, mi pričakujemo, da bo policija pa sodstvo rešili vse probleme. Ne potrebujemo, da sodstvo pove svoje, posle treba gledati tam, kjer postane stvar netransparentna, se človeka zamenja. Tle ni nobene znanosti. In če se to ne zgodi, pomeni, da se nekaj dogaja v ozadju. Kaj pa menite o zdajšnjem direktorju urada za investicije? Ali imate zaupanje zdaj v ta urad, v to ekipo? Ne vem. To, da ostajajo ljudje od prej, mi je sumljivo, dvomim, da se bo dalo z njimi dobro delati. Kaj bo napravil nov direktor, bomo videli, treba dati priložnost, ampak se pravi, je treba. Lahko bo pokazal svoje vrline, no, še enkrat ga pozivam, naj revidirajo požarno sanacijo Onkološkega inštituta in predstavijo rezultate javnosti. Gospod Poklukar, kakšna pa vaša izkušnja, ali imajo gradbinci, ali so si razdelili posle in ali imajo tudi vsak svojega uradnika tam na uradu za investicije, na ministrstvu pri poslih, torej? To vprašanje je zelo jasno. Če bi bil sum na to, da ima kdorkoli od gradbincev, seveda kogarkoli kot uradnika na ministrstvu za zdravje ali pa kjerkoli v javnem sektorju, verjamem pa tudi, da vsak zasebnik bi seveda tako postopanje prijavil organom pregona. Mislim, da je to edina prava pot in javne funkcije morajo biti nosilci, tisti, ki so najbolj transparentni in največji nosilci integritete, oziroma predstavniki integritete. In tukaj ni nobenega dvoma. In takih stvari ne sme biti. Je pa, kar se pa tiče gradbincev, je pa podobno, kot je prej povedala verjetno gospa pri odvetnikih, da Slovenija je 2-milijonska in ne mora imeti 20 velikih gradbenih podjetij, si pa vedno želimo, zato so tudi razpisi, ki dosegajo večje številke, tudi mednarodni, da bi si prijavili seveda tudi gradbinci iz zunaj, na ta način ustvarjali konkurenco. Vendar na tem modelu seveda smo zaenkrat neuspešni, tako da tako velike. Problem je tudi to, ker se pogosto prijavlja samo eden, ne? Problem je, ampak tega ne poznam. Dejstvo pa je, da gre za vsak projekt v bolnišnicah, je tehnično in izvedbeno izredno zahteven. Namreč bolnica mora delati, reševati življenja, hkrati se pa obnavlja nek del bolnišnice. In Bog ne daj, da tukaj v procesih pride karkoli narobe in da kdo ni deležen optimalnega zdravljenja. To je prvi in zelo velik problem. In skladno s tem gre za velike odgovornosti pri obnavljanju bolnišnic in pa vseh zdravstvenih domov. Zato bom rekel, s spoštovanjem vsem, ki se na Ministrstvu za zdravje in pa v zdravstvenih zavodih seveda borijo in skrbijo za infrastrukturo, kljub temu, da procesi zdravljenja ves čas potekajo nemoteno. Gospod Potočnik, morda je tukaj čas, da jaz omenim samo to, kako sem jaz spoznala recimo gospoda in pa gospoda Pliberška. Oni so prišli do nas z jasnim navodilom, prosim poglejte dokumentacijo in nam povejte, ali je karkoli narobe. In če je narobe, bomo ustrezno postopali. To želim povedati samo zato, ker pač ne najameš naše pisarne, če ne želiš slišati resnice in če ne želiš nekega podrobnega pregleda. Zato v ostalih zadevah seveda ne vem, se v njih ne morem mešati, ampak tukaj imam precej zaupanja, da je nekdo, ki to zadevo želi rešiti in ki želi priti do dna. Nažalost pa ne gre čez noč in predvsem pa ne gre na hitrco, ampak je treba zadeve narediti skladno z zakonom. Gospod Pinter, ja in še... Ja, kot že rečeno, naredili bomo red na tem področju, naredili bomo red. Zagotovo ne bomo gledali v preteklost, gledali bomo na sedanjost in na prihodnost. Dobro, samo vse pogodbe, ne, treba gledati tudi v te pogodbe, ne, kaj boste lahko zdaj naredili, ne? Zagotovo bomo lahko naredili na nekaterih projektih to, kar je v pogodbah zapisano. Imamo svojo razlago teh pogodb, stojimo za tem, kar smo tudi zapisali v dopisih, v enem dopisu, zdaj ta zadnjem, tudi GH Holdingu. In mi bomo pri tem ustrajali, kot že rečeno, pričakujemo, da gradijo in izgradijo to,
kar so podpisali in za kar so uvedeni v delo. Gospod Miklavčič, ali je gospod Čebreder odšel zaradi tega projekta vašega? Ne vem. Mislim, da ne. Ne vem, kaj bi imelo to povezave. Veste, prej, ko je bila debata okrog aneksov, mi kot izvajalci ne rabimo nobenega aneksa. Ampak že leto pa pol čakamo, da spraznejo pol bolnišnice. Samo to. In bomo v bistvu po osnovnih pogodbah najbolj učinkovito to naredili. Zelo preprosto. Ne vem, če se gospodje zavedajo, če je možno. Problem, ki ga imamo, mi cel čas izključno po navodilih naročnika delamo. In to, kar ne moramo delati, je izključno po navodilih naročnika ali ne navodilih, ki trajajo več mesecev. Če pa hočete mojo končno oceno, mojo končno sodbo z ljudmi, ki ta trenutek vodijo investicije v slovenskem zdravstvu na strani ministrstva, ne bomo nikamor prišli. In tle je odgovornost vlade, da na ta mesta postavi ljudi, ki so kadarkoli že, bom rekel, se soočali z gradbenimi investicijami v zdravstvu in ki so kakšen projekt pripravili. No, bomo torej vse odgovorili. Še en predah je pred nami, ostanite z nami. Gospod Pintar, koliko bomo še plačali, da se bo sploh kaj zares premaknilo, torej gradbincu, odvetnikom, kaj boste naredili in ali so problem tudi nekompetentni ljudje na čelu Urada za investicije? Jaz sem slišal poziv gospoda Miklavčiča, naj ključni ljudje, ki obvladujejo investicije v zdravstvu, odidejo. Mislim si, da je s tem imel v mislih tudi mene. Ne bomo odšli. Ne bomo odšli. A veste, in o ljudeh, ki to delamo, ne morete govoriti podcenjevalno, ker nas ne poznate. Jaz sem več kot 30 let na direktorskih mestih, na različnih področjih delovanja, v gospodarstvu, v elektrogospodarstvu, v zdravstvu, marsikatero investicijo sem že odpeljal v svojem življenju. In marsikatero še bom. Zelo korektno, odgovorno skrbjo za to, da se transparentno in odgovorno porabijo javna sredstva in da se na račun javnega denarja, ki mora priti služiti potrebam pacientom in ljudi, ki nudijo zdravljenje. Nihče ne bo redil brez potrebe. Gospod Miklavčič, koliko bomo še odšteli vam, odvetnikom, da se bo sploh kaj zares premaknilo? Nam ni treba odštevati ničesar več, kot to, kar imamo v pogodbi in kakršne zahteve ima naročnik. Je pa glavni problem aneksov, zamikov na projektu, ker se doma ne dogovorijo. Uporabnik, naročnik in inženir. Mi smo druga stranka v postopku in mi moramo strokovno samo to izvajati, kar nam je bilo naročeno. Če vsak teden od naročnika dobivamo drugačna navodila, kontradiktorna navodila, je z veliko odgovornostjo trdim, da na čelu ministrstva in UNKIZ-a sedijo ljudje, ki so nekompetentni, kar se tiče investicij v zdravstvu, in oni so tisti, zaradi katerih pacienti nimajo dovolj bolniških postelj. Še vprašanje, koliko je bilo provizij pri tem poslu do zdaj? Nobenih. Je bila kakšna zahteva? Nobenih. Nikoli? Nam, veste, vsi vejo, da so pri nas zaprta vrata in če vam povem, da smo v Beogradu dobili najbolj prestižen posel zdravstveni v srednji Evropi, v konkurenci z Kitajci, z Turki. Najbrž znamo biti konkurenčni, nekaj vemo o graditvi bolnišnic in vsi upam trditi, da smo najbolj referenčno podjetje od Carigrada. Hvala za to. Samo še kratko vprašanje. Gospa Potočnik, je lahko to vreča brez dna ta posel, pa še ostali sogovorniki na kratko, da končamo. Glede na to, kakšno vrsto pogodbe imamo tukaj, to nikakor ne bi smela biti vreča brez dna, ker imamo eno od najbolj uravnoteženih, najbolj pravičnih in najboljših pogodb, FIDIC knjigo. Se pa bojim, da kljub željam nekaterim
da se odvetniki in ostali čim prej spokamo od tukaj, bo očitno treba še kako bdeti nad vsem skupaj, kajti ni dovolj, da imamo pogodbo, še izvajati jo moramo skladno z določili in to je treba poznati in predvsem je treba to tudi izvajati. Gospod Poklukar, na kratko lepo prosim. V korist seveda pacientov in pa zaposlenih v zdravstvu apeliram na vse, da seveda stopijo skupaj, da sedijo toliko časa skupaj, da najdejo rešitve in da seveda čim prej in nemudoma vrnejo kompletni klinični center nazaj v operativno, da bo seveda stroka lahko izvajala tisto, kar pacienti potrebujejo. Gospod Brecelj, še vi? V slovenskem zdravstvu imamo ljudi, ki hudičevo dobro vladajo investicije. Sam vprašanje za koga, za bolnike sigurno ne. No, tukaj le bomo končali. Hvala lepo vsem gostom. To je bila še ena v vrsti tarčo sporni investiciji v zdravstveno infrastrukturo. Lahko bi rekli, da vse ostaja po starem. Hvala, ker ste nas spremljali. Vidimo se spet prihodnji četrtek ob 20. uri. Nasvidenje, srečno. Pozdravljeni.